Janeza Bogataja. Smo v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer imajo tudi zbirko ene par teh lepotičnikov, ampak profesor Janez Bogataj, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Dobro jutro. Povejte mi, tole je bilo pa treba ene par potic probati, ne? Ne par, kar vse, ampak to sem jih poskušal od zgodne mladosti pa do danes. Povejte mi, najprej za začetek vprašanje, katera je vaša najljubša? Težko bi rekel, no, jaz se poskušam prehranjevati glede na letne čase, tako da v pomladnem obdobju mi najbolj ustreza pehtranka ali pehtranova potica. Proti koncu leta, ko se skoncentrira praznično obdobje, kakšna dobra čokoladna potica, recimo tudi orehova občasno, ampak ne najbolj. Ne. Sicer smo, ko je bila še mati moja živa, pogostokrat je pekla tudi lešnikov ali pa mandljevo potico, ne, ki sta odlični, da ne govorim še recimo o kakšni medeni potici, ki velja za eno najstarejših pri nas in tako naprej. Meni se že cedijo sline, ja, verjamem. Ampak zdaj pehtranova potica je baje v samem vrhu slovenske te kulinarične piramide. Ja, to ste pravilno ugotovili, nam moram čestitati, ker ste eden redkih, ki poznate to kulinarično piramido. Namreč pehtranovo potico smo uvrstili v sam vrh piramide kot simbol vseh slovenskih potic, ravno zaradi tega, ker pehtran v Sloveniji tako rekoč smo ena redkih držav v Evropi in na svetu, kjer pehtran uporabljamo v sladki kombinaciji. Pehtran se sicer uporablja kot začimba za pripravo juh, omak in drugih zadev, mi pa ga uporabljamo v sladki kombinaciji in zato smo tudi, glede na to izjemnost, smo vrstili pehtranovo potico v sam vrh piramide. Zdaj vas bom vprašal še kakšno zanimivost o zgodovini same potice. Ja, zgodovina potice je zelo pestra. Vsa zgodba se je začela na tem večnacionalnem prostoru, Furlanija, Koroška, Slovenija recimo. Zdaj, najstarejše pričevanje, pisno pričevanje o potici imamo zapisano v dveh Trubarjevih delih iz leta 1575 in 1577, kjer uporabi besedo povitica, to je najstarejša oblika. Poznamo tudi narečna poimenovanja še danes, povtica, potvica in podobne variante, ampak vse to pojasnjuje pravzaprav samo tehnologijo izdelave te odlične sladice, namreč gre za zvitek, povitek testa, ki je namazan z različnimi nadevi. No, vse to, kakšne so prave karakteristike potice? Mora biti zvita. Potica mora biti, to je testeni zvitek, ki je namazan z različnimi nadevi in spečen v pekaču, ki se mu reče potičnik. To je kratka formulacija. S tem seveda je ta pekač, ki ga danes poznamo in ga imenujemo potičnik. Tule jih lahko tudi par vidimo, ne? Ja, tukaj ga imamo v vitrini. Ta pekač je mlajšega izvora, prvotni pekači so bili brez te sredinske luknje in so potice pekli na dva različna načina. Če pokaže kamera še lahko, to je pa tale, malo bolj desno. Da so testeni zvitek zvili... Ta je pravito železni ali je? Ne, to je glina. Glina, samo take barve. Da so testeni zvitek zvili polžasto v ta pekač, to je en način izdelave bil, drug način izdelave pa bil, da so iz testenega zvitka naredili kolač, se pravi krog, in so ga potem brez pekača položili v peč in spekli. Bil pa je prav tako okrogle oblike. Na vsak način se je mogel biti, ker to je pač ena prava oblika, ki pomeni simbol vsega božjega. No, ampak v knjigi pa ne najdemo samo sladkih potic. Ne, značilnost Slovenije je ta, da so potice pekli in jih še danes pečejo tudi slane, se pravi slanimi nadevi. Najbolj znana je še danes recimo tista okrog pustnega časa špehovka ali ocvirkovka, potem želšovka recimo na idrijskem in crkljanskem zelo poznana, potem potica s kranjsko klobaso in še cela vrsta slanih potic, čeprav je število slanih potic manjše od števila sladkih, kar je pa tudi posledica novodobnega razvoja, ker število sladkih potic na Slovenskem narašča nekje od začetka 19. stoletja naprej, ko so se življenjske razmere začele spreminjati seveda.
Super. Najlepša hvala za vse te informacije, naše gledalce in gledalke. Upamo, da so že pojedli zajtrk, drugače so zdaj že posteno lačni. Predvsem pa mislim, da jih je treba upozoriti, da naj si za vsak praznik v celem letu spečejo eno potico. V knjigi je naveden tudi seznam za vsak letni čas, za vsak mesec in za vsak praznik. Katero potico ne spečejo. Najlepša hvala in lep pozdrav iz Etnografskega muzeja.